Dunajčani, lahko rečem, zelo tako zaničljivo imenovali kostanjarska peč. Pa ne, marsikdo misli, zato ker je imela tako obliko, ki je bila okrogla, polokrogla. Ne, zato ker se je hoteli stržali, ker je bil Slovenci. In Slovenci so bili kostanjari na Dunaju. S tem so ga hoteli žaliti, kostanjarska peč. Potem je postavil tudi prvo železobetonsko cerkev sploh v Evropi. To je arhitektonsko bilo nekaj novega. Ljudje so hodili gledati tisto dolgo preklado, 20-metrsko preklado, kdaj bo to skupaj padlo. Ker niso verjeli, da brez obokov lahko ti narediš cerkev. On je napravil to, ne? Ampak seveda on je bil na dvoru nepriljubljen, podobno kot Otto Wagner. Torej, Otto Wagner za dvor, za Habsburžane ni napravil čisto nič, ker ga niso marali, ker je to secesija, to je bila arhitektura, ki ni bila imperialna arhitektura. Oni so ljubili imperialno arhitekturo. In tudi, ko je Wagner Plečnega predlagal za svojega naslednika, ker ga je smatral za najboljšega učenca, seveda ga niso potrdili, ker je seveda cesar moral biti tisti, ki in potem je šel v Pragu, ker Masaryk, ki je bil pa njegov tako rekoč kompanjon, svoj sošolc, tudi profesor na Dunaju je šel v Pragu in postal predsednik in pod Plečnika poklical tja gor. In se je začela Plečnikova zgodba v Pragi. No, toliko o tej cerkvi bi se dal še ogromno povedati, ker je železobetonska, Plečnik je razumel tudi govorico materialov. To je nekaj posebnega. Recimo, da to je gramozna fasada. Zakaj je to naprav gramozna fasada? Povodi, da to je cerkev otakriv, da so delavci, da se vidi, da je to delavska cerkev. To ni cerkev, kjer se vse blešči v lučkah pa v zlatu. Ne, to je cerkev za delavce. Gramozni gabariti pa vsi štimajo. Kot nek grški tempel. Ampak kljub temu je ta gramoz, ta material in ta gramoz je noter dal opeko stred, tako da je bil še rdečkast, kot krim učencev. Mislim, Plečnik je bil dokaj. No, naj končamo, predolg sem za Korotanom, a ne, to je trenutno slovenska hiša na Dunaju, ki jo tudi upravlja, tam tudi razne razstave, prireditve, nudimo dom študentom, pa seveda vsakemu, ki gre na Dunaj. In če greste na Dunaj, ne pustite trebuh zunaj, pridite k nam domači Korotan. Oprostite, da sem bil predolg, no. Mislim, da nekateri ste skrajšali to, da ste lahko malo zadremali, kar je prav, zato ker nekaj najvažnejšega v življenju je, da človek dobro spi. In če lahko kdaj malo podaljša, s tem se mu šele zbistrijo misli, to je zelo pomembno. Ne to, kar jaz povem, ampak to, kar on potem reflektira. Ja, ne vem, ker sem bil predolg, verjetno bo diskusija kratka, vprašanje verjetno sploh ne bo. Razen, če ne bomo odprli kakšno steklenico dobrega, potem se pa lahko razjezniki razvežajo. Ja. Mene zanima, kako danes Slovenci funkcionirajo tam kulturno, kako se... Ja, se je kar veliko slovenskih prireditev, včasih celo, nažalost, kar več na en dan. Kako to uspe, ne vemo, ampak tako se dogodi dostkrat, seveda, ker se išče neke možnosti, da bi pač ljudje prišli, pa drugi tudi, tretji tudi, potem se vsak celo kaj dogovori z nekimi svojimi vezami in potem je prevozno kaj predstavljati. In je kar nekaj, torej imamo pač Slovenski kulturni center, potem ambasada ima, informativno-kulturni center ambasade, ki ga vodi atašejka vedno, kulturna. Potem imamo klub slovenskih študentov, to je klub že 80 let star, nastal med drugo svetovno vojno in sicer so ga ustanovili koroški študentje. Potem so bila še neka druga društva, ki so je nekatera zamrla, recimo nekatera so bila v času Jugoslavije, ki so zbirala
recimo društvo Ivan Cankar je zbiral vse Slovence, delavce, v glavnem so prirejali tudi veselice in tako naprej. Ja, veliko je tudi povezav, ker na Dunaju ne živi veliko Slovencev, torej je, domnevam, nekaj okoli 3000 Slovencev, od tega je okoli 300 študentov, veliko je akademikov, med njimi seveda tudi koroških, govorim tudi o koroških Slovencih, ki so na Dunaju študirali, delovali kot profesorji in še delujejo, recimo znana profesorca za zgodovino Marija Vakovnik, pa že malo starejši, recimo Walter Lukan, ki je vodil Inštitut za jugovzhodno Evropo, pa potem tudi Podreka je bil profesor, pa njegov brat je bil tudi profesor na medicini, oba Tržačana, potem potem je koroški Slovec Grajner, pa kar vedno jih je nekaj. Potem je recimo bil, seveda bi se dalo še govoriti, recimo profesor na Dunaju je bil Lajovic, na glasbeni akademiji, on je sedaj že nekaj let v pokoju. Potem Otto Vrhovnik je zelo znan profesor, bil za saksofon, tudi eno leto v pokoju. Ja, tako da je veliko tega tudi akademske sfere. No, potem so seveda, je slovenska cerkev, ima svojo slovenski pastoralni cerkev, to je taka majhna cerkvica, ni velika, dokaj je lepa, kjer se Slovenci zbiramo k maši, pa po maši tudi na kakšno kavo ali kaj takega. Potem je recimo veliko glasbenih študentov, naj poudarim, ki so ostali na Dunaju kot glasbeniki. Recimo je en Max Cenčič iz Rogaške Slatine, ki je bil 20 let recimo v operi dirigent odra, torej zbora. Potem njegov sin je tudi že zelo znan kontratenorist Maksimilijan Cenčič, zelo znan, pa recimo je harfistka Tina Žerdin v operi, harfistka, potem je Kristina Šuklar, Prekmurka, ki je hčerka tega komponista Šuklarja, ki je tudi profesor bil v Velenju, je tudi, tako rekoč, koncertmajster tega radijskega orkestra. Tako da imamo veliko uspešnih glasbenikov. Ja, no potem imamo tudi druge na Dunaju, ki imajo svoja podjetja ali pa recimo so v tehničnih poklicih, pa tudi taki, ki so šli čisto za strebuha za kruhom. Levo detele, no, recimo. Ja, tako, samo tudi zdaj na to pride. Potem je nekaj takih, ki se ukvarjajo seveda tudi s pisateljevanjem, nekaj korošcev, in med drugim je pa gotovo za najstarejši dojen teh pisateljev Lev Detela, ki bo letos 2. aprila 80 let in ga bomo tudi, vas vabim, ga bomo tudi skušali malo podvigniti za to njegovo obletnico, da bomo naredili malo praznovanje, njemu čast z knjigami in tako naprej. In Lev ima zanimivo zgodovino, saj jo poznate več ali manj vsi, torej on je bil take družine, mamini zelo, zelo desni, očetovi zelo, zelo levi in so si ga kot otroka podajali in kradli celo, kradli so si ga, se spominja v teh svojih knjigah tudi, kako so ga kradli drugemu. In potem je študiral slavistiko, bil pristaš Slodnjaka in potem so mu rekli, da to pa ni ravno dobro, da on se zavzema za Slodnjega, ta mladi študent. In je potem z Mileno Deteljo, ki sta bila takrat že dokaj zaljubljena, sta potem zbežala čez mejo in sta potem živela dokaj borno v Avstriji, blizu Dunaja, pa na Dunaju, pa potem nekje na neki kmetiji in tako naprej. In imela sta 3 otroke, Milena je pesnikovala, pa bolj se ukvarjala z otroki, ker seveda Lev se je malo ukvarjal z njimi, ker je veliko pisal, pa je tudi moral, če je hotel preživeti.
V glavnem, do leta 90 seveda je lahko pisal samo v slovenskih tujih časopisih, torej slovenskih časopisih izven Slovenije, se pravi, je delal za Koroški radio, za Tržaški radio, potem za tržaške časopise, koroške, argentinske, izdal je knjige tudi v glavnem do takrat pri Celovški Mohorjevi in tudi Katnik, ki je dolgo leta vodil Celovško Mohorjevo, mi je večkrat rekel, da kako mi včasih tudi so mu izdali za to, da so mu lahko nek denar dali, tudi dosti tako, prav hudo. No in so ga prav podpirali. Ja, in ker je ustrajal, on je rekel, jaz sem slovenski pisatelj, tudi temu, da je potem tam z določenimi krogi se je dogovoril, pa smo tudi nemško revijo Lok, to je v bistvu tak bilten, revija Lok, kar pomeni literatura. One Grence, bravo, hvala. In tam so izdali tudi take literate, kot je bil recimo češki Kafka, pa ne Kafka, ampak en kasnejši Kafka, ki je bil zaprt, in je tako rekoč ga izdal, pa recimo nekega Romuna, ki je bil tudi zaprt, pa so našli njegove pesmi, pa so izdali pa Indijance, recimo indijansko arhitekturo, ki tudi ni bila takrat še nič. In tako naprej, torej, ja, so zanimive stvari delali. No, tako, recimo. Še kaj? Vprašanje, kje veste, a ima Anton Dermota kakšno obeležje? Ja, Anton Dermota. Anton Dermota je pač živel do leta 86, mislim, ali 87, ga je umrl. Bil je znani tenorist, en najboljših tenoristov od svojega časa Dunajske opere in je bil tudi velik zbiratelj raznih stvari, ima tudi baročne gotske kipe iz Slovenije, pa druge stvari. Jaz sem bil pri njemu doma in njegova žena, pianistka, je še nekje bila malo na tem, da bi mogoče neke stvari tudi potem celo v Sloveniji nazaj iz te zbirke njegove, kar bogate, tudi dali, bil je tam tudi Emilijan Cevc, enkrat na obisku, ampak mislim, da bolj bi šlo za to, aby kaj prodali, ne, Sloveniji ali ne, nekako tako. Tako da kaj dosti od tega ni bilo. Na Dunaju je seveda v tej operi je zelo čistan in mislim, da je tudi tam v operi, ki imajo neke anale, tudi nekje on zapisan. Potem včasih so tudi kakšne oddaje, ker tudi Dunajski, ta Radio 1, podobno kot Radio Ars, tukaj tudi včasih ima o teh znanih glasbenikih ima neke oddaje, tudi o njem so imeli že oddajo, tudi od Sladkornja recimo. No in je bil dobitnik tudi Mozartove medalje, ne, kot umetnik, kot glasbenik. In je vsi ti dobitniki Mozartove medalje so potem posebej opisani na eni taki, to je pravzaprav ni ugledno mesto, kjer je nek prehod iz Škofijskega dvorišča v dvorišče Križarskega reda, ampak tam ima sedež to društvo za Mozartove medalje in tam imajo pač vse te tam, ki so dobili to medaljo. Med drugim seveda tudi jasno Karajan, pa mnogih jih poznamo, no in tudi Dermota. Ampak drugih obeležij prav posebej o njem pa ni. Še da bi jaz vedel, ne, mogoče da so. Pač veliko stvari je še za odkriti tudi. Mogoče še to, zdaj malo se ukvarjam s slovenskim ekspresionizmom. Slovenski ekspresionizem je imel velik delež pobral iz Dunaja, Brata Kralja Mesija sta bila na Dunaju, potem šla sicer v Prago, pa vedno bilo Mesija, da bo tudi nekaj časa na Dunaju. Zanimivo je to, da teorija je tale, da ta bolj omiljena oblika, ne tako eruptivno in koloristična oblika, kakršna je pač značilna za nordijski in za nemški ekspresionizem, so ravno pobrali recimo pri teh dunajskih vzorih, se pravi Kokoški in tako naprej. Če bi še kaj o tem, ne? Te dunajske šole ekspresionizma pa
Ja, gotovo je eden glavnih teh bil gotovo Kokoška, ampak tudi zato, ker on se je tudi znal nekje politično veljave, to je bil tudi eden od velikih profesorjev na Angewandte Kunst, torej na tej univerzi za umetnost. Potem, recimo, ne nazadnje je tudi zanimivost, ne vem, prej sem omenil Malerja, ne? Ker Maler je bil eden od članov te, kot rečemo, Wiener moderne, a ne, v glasbi, ki je pogojevala potem tudi v glasbi ta ekspresionizem. No in Malerjeva žena je bila znana, mislim, hčerka Schindlerja, to je bil en slikar, ki je bil, se je spogledoval z francoskim impresionizmom, ampak ni bil francoski impresionist, je bil čist malo drugače, je tudi svojo šolo slikarstva in bil prijatelj z slikarjem Molom in Romako. Recimo Romako je tisti znani slikar, ki je tudi, če se kdo spomni, Tegethofa, ki ga nisem omenil, Mariborčana, ne? Ki je bil znani general, admiral, ki je napravil znano sliko Tegethofa na ladji, ne? Ko drži tam, se drži in gleda prav slepo dol v morje, ali to je njegova najbolj znana slika, no ta Romako je bil tudi nek prednik, recimo. Potem je bil predniki tega impresionizma, so bili, in tukaj jaz vidim mogoče, da je tudi kakšna veza, so bili predvsem koroški slikari. In sicer stari Bigele, potem so bili še nekateri, prav so ti, ki so iz teh koroških slovenskih dežel, ki so bile pa že več ali manj ponemčene, recimo Bigele je tudi tam od Beljaka naprej, v Zilski dolini doma, ali tam so bili trije, recimo, tako imenovani Dunajčani imenujejo to Nöčerkreis, ker je kraj Nöč, a ne, verjetno po slovensko, ne vem kako je že, verjetno noče, ali kaj takega, ne, Nöčerkreis, no, in Gerster je bil recimo od teh, od predhodnikov tudi, ne, Gerster, to so ljudi, ki so po Klimtu imeli drugo linijo, ker vemo, Klimt pravzaprav nadaljevanja nima kot slikar. Tudi Šile ne, čeprav Šile je bil za ekspresioniste zelo pomemben, ne? Ampak je še premlad mrd, da bi bila neka njegova šola, Šiljeva šola. Ni, ne? In eden, ki je mogoče izhajal malo bolj, ampak je bil tudi impresionističen, ampak ne točno, recimo Eger Lienz, ki je delal tiste znana telesa, v prvi svetovni vojni je bilo takih slikarjev več, ki so delali ta v bistvu mišičaste, ampak razcefrana telesa, pa recimo telesa, recimo vojake, ki gredo kot neki paradni vojaki, ampak skorili. No, ampak da se vrne zdaj nazaj na to Almo Maler, ne? To je bila neke vrste femme fatale. Sicer hčerka Schindlerja, pa ni bila njegova hčerka, potem so gotovo, da je bila Molova hčerka, ki je bil prijatelj od Schindlerja, tudi slikarne, da je bila njegova hčerka, Schindler, in ta se je gibala skozi to, da so bila skozi krogu teh umetnikov, slikarjev, ne, oče imel svoj krog in naprej, se je gibala med umetniki in slikarji in je prišla potem tako do Klimta in pozirala tudi Klimtu, nekateri pravijo, da je celo, ni bilo samo poziranje. Klimt je znan, da je imel vsaj 30, če ne več raznih razmerij, odnosov, med najnih 24 otrok, mnogi so bili modeli, tudi ona je bila model, ampak dobro, nekaj je seveda potem tudi govorice natrcevanja, nekaj pa tudi res. No in potem preko Klimta je prišla potem v ta višji krog, višje sfere, tako je prišla do Malerja, ki bil seveda takrat že starejši, v letih, ampak se je za njega navdušila in je hotela se pri njemu učiti, da se je učila iz te, kaj se je pri njemu učila, seveda je postala tudi neke vrste glasbenica, kako je bila malo slikarja, malo glasbenike, malo pisateljice, napisala tudi svoj dnevnik, potem živela skoraj 100 let, zelo zanimiv dnevnik, se splača brati tudi v slovenščini. No in je potem bila z Malerjem poročena dolga leta, znana so Malerjeva pisma, njuna pisma. To je tudi taka literatura, ne? Neverjetna literatura, kako je Maler pisal njej ta pisma.
In potem v glasbi to vidiš, to njegovo bolečino, ta njegova ekspresija v glasbi, ne, ta Wiener moderne, kaj rečemo moderne. Ne. No in potem je skozi Mahlerja spoznala Schönberga, ki je bil pa že modern. Schönberg je začetnik atonalitete, recimo, ne, v glasbi. Tudi glasbi. Potem je spoznala Werfla, pisatelja, ne, tudi z njim bila nekaj let. Potem je bila nekaj let z Gropiusom, začetnik Bauhausa, tam je spoznala Kokoško in je bila potem dolga leta s Kokoško, ne vem koliko, mislim, da dolgo, 10 let, mislim, da je bila s Kokoško. In to je potem opisovala vse tam do druge svetovne vojne, je bila tam, potem pa emigrirala, ona je bila tako, smatrali so za pol Judinjo, po neki liniji potem emigrirala v Ameriko in potem tam živela, tam do leta, mislim, da je dolgo živela, no, skoraj 100 let, mislim. Ja. No in hočem povedati, da ta družina, ne družina, Alma Mahler je bila tudi nekaj posebnega že to, da je zbirala ogromno ljudi, ki so imeli nek talent. In jih je zbirala. To je bilo mogoče dobro za raziskovati, da so ti Slovenci, ki so hodili tja, pa so se tam doduševali, če so bili tudi kaj pri njej, ali pa če so bili kakšne veze. Ker veza Mahlerja z Ljubljano je jasna. Koliko je zdaj njena veza, koliko so te veze potem še naprej, to je po mojem še premalo raziskovano, koliko so ostali. Ampak mislim, da bi moralo nekaj biti, ne, teh vez naprej. Ker Kobilica je bila samo malo, ne, ona je bila tam, pošla je, ne vem, če je bila 1 leto se učiti, potem je še naprej